Na vseh pogovorih po projektu so nas začeli spraševati. Vi ste tisti, ki ste delali tisto oddajo o zdravstvu in so bili kar naenkrat bolj zadržani, kaj nam bodo povedali. Odziv politike razočaranje. Cene nekaterih žilnih opornic so se res znižale, ampak kaj pa 20.000 drugih izdelkov, ki jih v zdravstvu uporabljajo vsak dan? Nekaj pa smo le dosegli. Register cen medicinskih pripomočkov, ki ga prej nismo spravili skupaj četrt stoletja, je zdaj narejen. Še danes se dogaja kot pri našem projektu, da direktorji bolnišnic ščitijo dobavitelja in njihove poslovne skrivnosti, ki to ne bi smele biti. Bilo je kar nekaj pomembnih odzivov, med drugim nas je kontaktirala Evropska komisija, ki je naše ugotovitve vključila v poročilo o Sloveniji. Ravno danes mineva natanko 1 leto od objave naše prve oddaje o preplačilih v zdravstvu. Kriminalisti so vložili eno ovadbo, cene zdravstvenega materiala so se nekoliko znižale, a le za malenkost. Komercialni direktor največje bolnišnice, zdaj se ga spomnite, govoril je, da so primerjave cen Babje Čenče, je po projektu zahteval podatke o naših honorarjih, plačah, potnih stroških, drugih funkcijah, celo ustanovni akt naše skupine.